E-Ride Pro SR. Da ti nekaj samo pokažem, ne? Samo kako se ta motor vozi po zadnji. Ta motor je rojen za pozadnji. Vido, imaš odvezano vezalko? Brko, na testu imamo največjega konkurenta Talari Komodo. To je E-Ride Pro SR. Moč ima 25 kW, težo ima samo 83 kg. Top speed je okoli 100 km/h, pospešek od 0 do 100 pa 1,8 sekunde. Nosilnost ima kar 137 kg, višina sedeža je 85 cm. Gume sprednja 80-119, zadnja 190-18. Baterija je sicer manjša in to je 72 V 50 Ah. Domet pa je tudi tam nekje 100 km, tako da bomo videli, mislim, da bo to vse skupaj tam. Bomo naredili en primerjalni test, da vidimo, ampak mislim, da je to zelo močen konkurent Talari Komodo. Bremze so tudi DOT 4 kot pri Talari Komodo, torej motorske bremze od motorja. Amortizacija naj bi bila malo boljša in drugo pa je vse tam. Eno posebnost ima in to je, da lahko luči ugasneš komplet. Na Talari Komodo tega ne moreš narediti. Torej, ko daš kontakt, gorijo luči cel čas, ne moreš jih ugasniti. Tukaj pa jih lahko ugasneš. Plus to, imaš tukaj med nogami zraven ključavnice, imaš polnilni vhod za USB-C in USB. Tako da lahko si daš kaj polniti, če rabiš. To se mi zdi super stvar, mogoče to tudi pogrešam na Talari, ampak to je načeloma to. Polnilci. Ta desni je od Talari Komodo, ta je od E-Rida. Razlika je več kot očitna, tudi v teži. Tega boš prej vzel sabo kot tega, ampak tudi tega bi lahko vzel sabo, če bi bila nuja ali pa dal v rucksak, se ni problem. Polnejo se isto hitro, torej verjetno je ta polnilec močnejši, zato ker Talari ima večjo baterijo. Tako da časovno se isto, nekje v 3 urah, 3,5 se napolnejo oba. Tako da to je to. Točno tak motor imajo v trgovini robo.si v Trzinu po akcijski ceni. Tam ga lahko probate in se zmenite za dobro ceno. Lahko pa uporabite tudi mojo kodo za popust in to je Brko3. Nič, zdaj gremo probat in da vidimo, kaj to sploh je. Evo ga Brko, prvi krog E-Ride Pro SR. Deluje res že, na pogled deluje ful manjši motor, ne. Tako da gremo probat in bomo videli, kaj in kako in zakaj. Baterija je skoraj polna. Ko bomo delali primerjalni test z Talarijo, bomo ga napolnili na full. V glavnem tu je ta polnilni vhod, ki ga imaš za USB pa USB-C. Top stvar. Evo, to je to. Nič, začeli bomo v eko, ne. Moraš držati črko P. Ko piše ready, si za štart. V glavnem, rikverc, ne. Ta motor ima tudi rikverc. Ampak ta tipka je full, tako pri Talari je tu gor, pa stisneš, pa daš v rikverc. Tukaj pa moraš držati tako, pa gre v rikverc. Malo je, ne vem, na Talari mislim, da je to malo bolj priročno. Tako da, nič. Gremo probati v eko. Prva razlika, ne. Prva razlika je ta, da v eko ta motor nori. Prav me zanima, ko bomo probali primerjati z Talarijo, kjer gre boljše v eko, v sport, ta nima Hyper, ima Race. Ampak prav me zanima, ker v eko ta motor nori, res prav nori. Se pa čuti, da je motor majhen, ne, ker imam kolena prav pokrčena, ko jih imam na tačkah. Manjši je motor, ne, se čuti, lažje tudi, je ko bicikleta, res. Prav okreten je motor, ne moreš verjeti. Glej to v eko, ne moreš verjeti. Ajde, da vidimo koliko gre v eko.
motor je odklenjen, drugače gre 45 na uro, tako da je odklenjen. Samo ne morem verjeti, da gre v eko tako dobro, res ne morem verjeti, to pa mi je prav fascinantno. Glej to, je v 50 na uro v eko. Čakaj. Ajde, bomo probali na 40. Ajde. Noro gre, res, ne morem verjeti. Da ti nekaj samo pokažem, ne. Te gume, ki so tako na kockice, se mi zdijo top. Da lahko imaš in po asfaltu in malo po off-roadu, te gume so top. Po mojem jih pol manj pobere kot kramperce, ne vem, ampak top guma, res, prav uno. Se pa vidi, da je sprednja feltna manjša, ne, to je 19 sol, Komodo ima 21. Manjši je motor, res, je ko bicikleta, prav uno, neverjetno vozenje, neverjetno. Moči pa ne zmanjka, ne. Zdaj bomo podali v sport mode, da vidimo, kakšna je to razlika. Za sport pa moraš ta gumb M, mapa, zadržati. Aha, prvo P, ready, race, čakaj, eko, sport, evo, da vidimo kako gre v sport. Dviga ti sam, ne moreš verjeti. Samo gumb za rekuperacijo pa dela noro. Glej to, prav hoče blokirati zadaj gumo, Tudi ogledala so mi všeč. Ampak še ena stvar, ki sem jo opazil, je ta, da ful tuli. Ful bolj glasen je motor od Talarija. Prav žvižga, vse se čuje, verjetno se čuje. Samo kako se ta motor vozi po zadnji, res, ne moreš verjeti. Talarija je ful bolj živčna in ko enkrat gre levo ali desno, težko boš zdravnal. Ampak ta motor je prav narejen za to, res. In tudi amortizeri, ne vem, imam feeling, kot da ful lepše vse skupaj požira, res. Nič, gremo v race. Ok, čakaj da vidim luč. Viš, luč se pa prižge, tukaj je en gumb, ne vem, če se je videlo. Evo, in luč dela. Tukaj pa imaš dolgo kratko. Zdaj je na full, ne? Ajde ga bomo probali zdaj pri 60 rupnih. Evo, 60. Motor je rojen za pozadnji. Edino imam občutek, da so gume malo premehke in se preveč zvijajo, ampak to je normalno. Dobro gre motor, res gre dobro. Se pozna teža se ful pozna, to je, mislim, da je razlike med tem in Talarijo Komodo 26 kg in to se ful pozna. To bi bil smeh, da ima ta supermoto feltne, po mojem pol bi bila igrača, ali pa da bi dal gor kakšne 12 sol,
12 col supermoto, to bi bilo noro, ker sem videl, da eni to tudi delajo. Pol bi bila pa Idrija, res. Glej to. Ena stvar je, ki mi mogoče ni všeč, ne. In to je zdaj ne vem, da ne bom rekel kaj prehitro, motor je dokaj nov, oziroma je nov. In ali bremze niso vlaufane, ali pa ima slabše bremze kot Talaria Komodo. Čeprav to so že velike bremze, motorske bremze, z DOT 4 oljem, ampak je pa razlika v bremzanju. Bom videl, še malo se mora mogoče vlaufati, ampak bomo videli potem, čez čas, kaj bo pokazalo. Evo, smo pozdravili člana in gremo gor naprej. Sem hotel narediti eno sliko, ne? Samo me ringi špil tukaj. Samo ta motor je rojen za pozadnji. Res. Rojen je za pozadnji. Ne vem, to je noro, res. Kako ta motor se lepo vozi pozadnji. Noro. Evo, Italijani, ne. Motoristi. A mi strujo, lej zdaj to. Ne vejo, kje so, veš? Da sploh ne gledal ogledala, ona majster. Vido? Dobra stvar tega motorja, ful lepo pobira luknje, res neverjetno lepo, prav noro, le zdaj pa kam. Mama moja, tako je okreten, da je neverjetno. Ta gumb za rekuperacijo dela nenormalno dobro, res. Prav pogrešam to malo na Talari, da bi tako dobro delal ta gumb, bi bilo top. Imaš odvezano vezalko? Aha, to je pa gumb za rekuperacijo. Enka, dvojka, trojka. Stopnje imaš. Ok. V enki mi deluje malo premalo, v dvojko bomo dali. Ok, v dvojki je že boljše. In to mi je všeč, če bilo kiro stopnjo rekuperacije tu nastaviš, ta gumb še vedno dela, pri Talari ne. To ima tudi eno prednost. Lega člana. Čast. Amortizeri delajo noro, res. Je razlika. Če vam iskreno povem, mislim, da ima ta motor dosti prednosti pred Talarijo in Talaria ima tudi dosti prednosti pred tem. Tako da so oba tam. Ampak tako na grobo, na hitro, mislim, da je to bolj primeren motor za nekoga, ki ima rad bolj off-road, skakanje in je manjši.
zelo pomembno. Zato, ker se mi zdi motor bolj za manjše ljudi. In drugače pa Talaria je druga opcija. Ampak mislim, da daleč potem okoli ta dva motorja nimajo konkurence. Tako da ali zbereš eno ali drugo, nisi izgubil nič. Celo ena ful zanimiva stvar je glede tega motorja in to je ta, da pravijo, da naj bi imel doseg, če bi ga vozil 25 na uro, naj bi imel doseg celo 150 km. Možno, ne vem, ampak to je že dosti. Pa čeprav ima manjšo baterijo Talaria, ampak ok, mislim, da Talaria nima sploh podatka pri 25 na uro. Ampak ko smo že probali, je bilo povprečje nekje 50 na uro, pa je Talaria naredila 10 km na 10%. Tako da ta ima tudi, mislim, da na 45 na uro ima cirka 100 km do meta. Tako da super, več kot dovolj, res. Avion, zelo zadovoljen, res. In kot sem rekel, ima neke tudi prednosti, recimo ta rekuperacijski gum, kot sem že povedal, luči, ta pač vhod zapolniti, bolj udoben je motor, manjši je, lažji je, bolj okreten. Tudi ko sem ga premikal, za recimo zadnje kolo zamakniti, zadvigniti, pomod ga dvigneš, ni sploh noben problem. Talario že malo teže dvigneš. Ampak prednost ni slabosti. En ima to, drugi ima to. Ampak ko potegneš črto, avion, res. Avion. Nič delegacija, to je to. Se vidimo, ko bomo delali test. To proti Komodo. Hvala za ogled, stisni like in subscribe. Ajde.